high flow. V praksi to pomeni, da se vozite po avtocesti in date glavo skozi okno. To je približno to, kar bolnik občuti. Skozi mu zelo močno piha skozi nos. Če pozabim prežgati vlažilc, v spodnji del, in mu dovajam 60 litrov na minuto pretoka direktno iz bolnice, osušim sluznico v roku parih minut, nepopravljivo. Tako da nikoli ne smemo pozabiti preklopiti obeh aparatov. Mešalca zraka in kisika, pa vlažilca, se pravi štedilnik za vodo. Tole mislim, da ste že spoznali, ker vas ne pusti mirne. Mešalc ima priklop za kisik in zrak. Če slučajno pozabim preklopiti oba plina, tako grdo piska, da ne morete zdržati dolg časa. Ja, kliči jo, povej, Se pravi, to je varnostni mehanizem, da ne bi kdo po pomoti pozabil enega plina. Tako da piska, no? Ko preklopite oba piska na večne. Od zdravnika boste za high flow rabili v bistvu samo en podatek. Koliko zdravila? Procent kisika. Se pravi, recimo bolnik na venti maski, saturacija pod 90, ne vzdržuje oksigenacije, boste rekli, dajmo zalaufati high flow in vi boste takoj zdravnika vprašali, kakšen procent kisika naj pa damo. In zdravnik bo rekel 100% kisik. Ja. In to je v bistvu edin podatek, ki ga res rabite od njega. Ker zdaj je največ od vas, kako boste nastavili sistem. Tukaj je dozator pretoka. In tukaj je ta del, kjer boste probali motivirati bolnika, da bi dosegli čim više pretoke. Mi bi radi, da mu piha čim več, pa čim manj kisika. Čim več zraka, čim manj kisika. Zdaj pa najprej sestavimo sistem. V UKC Maribor imate na voljo dve rešitvi. Mogoče imate naročen ident, kjer je prav sistem za high flow, oziroma ZVP, zdravljenje z visokimi pretoki, izgleda takole. Zdaj so pa malo posebne vojne razmere in včasih uporabljate tudi sistem od ventilatorjev. Recimo tole uporabljajo vaši sosedi v COVID-u na Elisah in tole so cevi od ventilatorja. Če dobite takle set, lahko vedno rešite inspiratorna cev, zelena. Mi rabimo samo zeleno. Tale gre dol iz Y, temu rečemo Y. Tole lahko ali pa spravamo v vrečo, mogoče bo ta bolnik intubiran in bomo mogoče rabili cevi za ventilator, če ne pa zavržemo. Prvo stvar, ki jo vzamemo v roke, je vlažilna posodica. Takole ima še dva zelena pokrovčka, jih snamete, zavržete in 90% klicev, ki jih mi dobimo, je zaradi ustavljanja posodice. Malo je zoporen, tukaj le spredi, tole lahko posnamete, je en plastičen rob. In jaz moram s temle robom pridati pod ta rob. Vidite, to je na vzmeti, to jaz lahko dol pritisnem. Tako da včasih vidimo, kakšno rokovanje pa se takole proba, pa lahko pritiskam, ampak ne gre. To je tako, kot doma indukcijska plošča. Če je med ploščo pa loncem zrak, ne bo prevajala. Najlažje se dela z eno roko. Vzamem posodico in prvi rob zarinem spod in samo kliknem. Da dobim posodico ven, tukaj je prostor za prst. In imam. Se pravi, boste probali. Rabili bomo še akvo, se pravi nikoli fiziološko, ampak akvo, kot imamo klele. Zdaj ne bomo sistema napolnili, da vam voda ne bo stala v sistemu, ampak za pripravo. Druga stvar, vzamem ta kratko cev. Se pravi, prele smo rekli, tukaj bo zdravnik določil koncentracijo, pa bo pa tukaj pihal. In to zelo močno. A imate kakšne vsega? Ja, imamo, ja. Katerekoli. Ne zato, ker ne bi zaupali čistoči plinov, ampak zato, ker utiša zvok. Porov pa bo vsem malo lažje. In pol vzamem ta kratko cev, tukaj piha suh pa hladen zrak in s kratko cevjo pelem na vlažilno posodico. Načeloma je vse na katero. Piše pa tukaj le in, se pravi tukaj gre zrak noter, tukaj pa out, pa je bolnik narisan. Razlika je v tem, da je na avtu ena taka mrežica,
To je zato, recimo, da sta dve sestri, pa ena glih odklop in takrat ti lepo pošprica, temu rečejo peptuširanje. In če sem prav sestavil cevi, se vam to ne zgodi, ker je tukaj mrezca, ki preprečuje, da bi vam nazaj rokno. Pa vzamem to dolgo cev in tukaj sta različna konektorja, ta, ki ima temno-zelen pod kotom, ta gre na vlažilno posodico. Od tle naprej, tole je fino, če si pripravite vnaprej, ne ob sprejemu. Edina stvar, ki jo ne dajati, je vodo priključevati, pa velikost nosnih kanile, ker še ne vemo o velikosti bolnika. Temperaturna sonda ni nič drugega kot termometer. To sta dva termometra. En termometer bo meril temperaturo tik pred bolnikom, drug termometer meri pa temperaturo posodice. Se pravi, najlažje je, da modri vtikač dam v modro vtičnico, vrtim, dokler ne pade. Nežnost je ena lepa vrlina pri tem sestavljanju. Pa pelem, se pravi, dolga pomeni, da bo nekje daleč neka odprtina. In res, kjer vidite pred bolnikom, da je ena odprtina. Zavrtim. Temperaturna sonda je v kontaktu z bolnikovimi plini. Se pravi, dezinfekcijski robček, prebrišem, zavrtim in dam noter in lahko lepo obeste. Pa smo pa rekli, da je tukaj še en termometer. Pomeni, da mora biti tudi v bližini nekje ena odprtina. In tukaj v dihalnem sistemu je še ena. Ne? Se pravi, spet prebrišem in vstavim noter. To je za merjenje temperature. Pa imamo pa še zadnjo žičko. Zadnja žička ima rumen vtikač, rumena vtičnica. Zelen vtikač, zelena vtičnica. Ta ni v kontaktu z bolnikom. Ta dela samo to, da dovaja elektriko, da segreva to cev. To cev želimo mi segreti, zato da nam vodna para ne kondenzira, da nam teče voda po ceveh. Se pravi, prej sem govoril o nežnosti, tukaj je narisana ena puščica in tole je utor. Jaz na blizu ne vidim več dobro, zato grem zraven in nežno vrtim, dokler ne pade. Prav. Drugi najpogostejši klic, ki ga dobivamo, je, če si tole pogledate, noter sta dva občutljiva pina, dve žički. In če sem pregrob, pa pritisnem, te dve žički polomim. To pomeni, da bom mogel cevi zavrsti pa vzeti nove. Prav tukaj se res plača biti nežen. Ta nosna kanila gre direktno na cev. Zdaj pa pogledamo, kaj se dogaja. Pražgem vlažilcu. Tukaj je ob strani stikalo. Na vlažilcu bo zdaj zelo hiter en alarm, da nimamo vode. Lahko pomagate enostavno s temi kapljicami. Se pravi, če bo bolnik rekel, meni je prevroče, bomo mi zmanjšali vlago. To naredim pa tako. Tukaj je tipka za meni, jo pritisnem in držim 1 sekundo. In pridem v prvi meni, kjer imamo tisto izbiro invaziva, neinvaziva. Tega nočem, grem v naslednji meni. In tukaj vidim število kapljic. S plusom ali pa z minusom se pomaknem na manj kapljic in to potrdim s kljukco. Še dvakrat pritisnem, da grem ven iz menija. Ista temperatura za bolnika kot prej, manj temperature v posodici, manj vlage. Prav, zrak bo isto ogret za bolnika, ampak bistveno manj vlažen. Zato bo občutek, da kje peče manjši. Recimo, pridemo do 50, zdaj pa jaz rečem, jaz več ne morem, tokle več pa ne. In pustite pretok na 50. Se pravi, vsaj 40 motivirite, pa kolikor zdržimo nek. Do 60 pa kanile sprejmejo. Zdaj pa kisik titriram toliko, da bo saturacija 90-92. Prav, čim več pretoka, čim manj zdravila. Recimo ob sprejemu 60, če gre bolniku na boljš, saturacija se popravlja. Spuščam kisik, pretok pustim enak. Gre še boljš, spuščam kisik, pretok pustim enak. Na koncu imam praktično
30, to je high flow, če je tole, so moja ključa. Ne? High flow je tole. Vidite, ne moremo raztegniti balona, ampak zelo dobro pa prepih delam. Sipap. Veste, kaj je sipap? To je pa sipap. In recimo kardialci, ključni jedeni, ki imajo vodo v alveolih, oni rabijo sipap, da jim odpremo alveole, pa vodo ven zrinemo. High flow tega ne morejo. Ne? Če bi recimo imeli tako patologijo, lahko isti aparat uporabite za sipap. Naše maske poznate, avatarka ali pa obrazna, ne? In obe dve uporabljata sistem priključnih ventilov. Vzamem koleno za sipap, to je takle 5 ventil. Zdravnik reče, dajmo bolniku nastaviti 10 cm sipapa, se pravi črto sem poravnal na 10, dam gor koleno za sipap in imam bolnika na sipapu s tem istim aparatom. Imate ident v OKC Maribor, zdaj imate zadnje 3 mesece. Če je ta bolnik ni v redu, ne bo zdržal intubiran bo, ne zavržemo maske, zamenjamo koleno s kolenom, ki je vseto in gremo na ventilator. Pa imate isto masko, ko potuje z bolnikom. Kaj pa, zdaj so pa pretoke? Pač fino pri naših maskah je, da imajo vedno manometre. Tako da, če pokažemo primer, a tole ste že kdaj probali, menjava kolen, če vlečem ven, ne gre. Najboljši načrt je odpiram pivo, se pravi, takole ruknem. Evo, isti način, ne? Takole, pa imamo masko za sipap. Glede na trenutne razmere, ne? Da ne boste pod udarom, se pravi, sipap smo zdaj pokazali takole. Vzamem koleno za sipap in naštimam na avatarko. Ampak veste, kam gre bolnikov izdih? Se pravi, mi pihamo v masko in njegov izdih gre skozi tale 5 ventil. Ko je tlak večji od 10, vidite, se tole odpre in to gre vse v sobo. Tale avatarka vam za COVID ponuja eno dobro prednost. Avatarka ima 2 vhoda in nam dopušča, da mi naredimo tole. Mi damo inspiratorno cev na ta spoden vhod, koleno za ventilator, tukaj bo izdih, navaden 5 ventil, kjer bo tudi puščal v sobo, ampak ta izdih mi lahko filtriramo. Pa ste zaščitene. Bolnik bo na sipapu, ampak njegov izdih gre preko filtra v sobo. Pri neinvazivi smo rekli, držimo sekundo, da gremo v meni in na mest invazive izberemo neinvazivo, pa potrdimo. Nižja temperatura neinvazivna.